Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Muraba je organiziralo informativni dogodek, na katerem so predstavili odprti javni razpis za zbiranje projektnih predlogov. Razpis je bil objavljen v okviru večletnega razvojnega programa za narodnostno mešana območja in omogoča lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam in institucijam, da pridobijo sredstva za projekte, ki spodbujajo čezmejno sodelovanje in kulturno izmenjavo, izboljšanje infrastrukture in javnih storitev na narodnostno mešanih območjih, izobraževalne, socialne in okoljske projekte, ki krepijo sobivanje in razvoj skupnosti. Razvojni program je namenjen k razvijanju dvojezičnega območja v Republiki Sloveniji pa na Madžarskem. Opredeljeni so tri prioritete, in sicer razvoj skupnosti, razvoj območja, ki je prijazno do mladih in starejših ljudi, pa tudi gospodarski razvoj iz notranjih virov. Glavni cilj programa je to, da razvija narodnostne skupnosti oziroma zmogljivosti narodnostnih skupnosti na tem območju. Katera so načrtovana območja? Območje, kot sem rekel, je dvojezično območje. Na madžarski strani so porabske naselje, 7 porabskih naselij, pa tudi Monošter. V Sloveniji pa občina Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Šalovci, Hodoš oziroma tisti deli, ki so opredeljeni kot dvojezični. Pri odprtem javnem razpisu, ki ga je predstavila Muraba na informativnem dogodku, znaša najnižji znesek sofinanciranja 50 tisoč evrov, najvišji pa 500 tisoč evrov. Na vprašanje, kateri subjekti so upravičeni pri javnem razpisu v okviru večletnega razvojnega programa za narodnostno mešana območja. Javne institucije in tudi društva, na primer. Torej, glavni cilj je to, da to ni program za podpiranje gospodarskih subjektov, ampak bolj tiste ustanove, ki imajo javni cilj, javna dejavnost, torej občine, društva in tako naprej. Kako so določili merila za izbor projektov, Sarusi nadaljuje? Merila za izbor projektov smo določili tako, da se upoštevajo prioritete razvojnega programa, torej bomo ocenili, v kolikšni meri prispevajo k prej navedenim ciljem, torej v kolikšni meri prispevajo k razvoju manjšin na tem območju, k razvoju infrastrukture za mlade in za starejše ljudi, in po teh kriterijih bomo točkovali vse prispele predloge. Kje lahko vlagatelji projektnih predlogov pridobijo dodatne informacije ali smernice za pripravo predloga? Dodatne smernice in poziv je dostopen na spletni strani Muraba, to je muraba.hu. V predelku skupni sklad razpisi, tam je cela razpisna dokumentacija, tudi prijavni obrazec in tudi priročnik. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost kot predstavnik madžarske manjšine v Prekmurju sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov, ki se financirajo iz slovensko-madžarskega skupnega sklada. Tako so v skupnosti, kot je ob tem povedal predsednik sveta Orban, zelo hvaležni, da lahko že naslednje leto operativno izvajajo tovrstni skupni sklad. Zelo smo hvaležni, da nekako že lahko potem drugo leto izvajamo operativno tudi ta skupen sklad, saj vidimo, da ta skupen sklad je namenjen obmejnemu območju tukaj, kjer je najbolj demografsko ogroženo, gospodarsko nerazvito območje države Slovenije. Žal smo si upali več od tega, večja sredstva, ker vidimo, da je interes zelo velik in se bojimo posledic, kaj bo glede deljenja teh sredstev. Mi si zelo želimo, da bi lahko vsi prišli enkrat na okrog, zaradi tega, da bi vsi lahko
izpolnili svoje želje, ki jih nekje drugače na drugih sofinancerskih področjih ne moremo pridobiti. In tukaj zelo apeliram tudi na vse akterje v tem območju, da se naj zavzamejo in oddajo projekte, ki so za razvoj obeh skupnosti tukaj na obmejnem območju, kajti vemo, če se naša skupnost razvija, se tudi regija razvija in to je za vse prav dobro. Kot je ob tem povedal župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar, bo občina v skladu z razpisnimi pravili javnega razpisa pripravila in oddala svoje projektne predloge. No, sigurno moram povedati, za to obmejno območje je to pozitivno. Sveda smo se zdaj, ko je bilo predstavljeno, treba tudi pohvaliti organizatorja, torej gre resnično tisto, kar je nekaj časa bilo obljubljeno, sedaj postaja resnično in se začne izvajati. Je pa res, da je to neki proces, tako kot je bilo tudi rečeno na začetku, ko smo slišali to predstavitev. Seveda, občine so pa tiste, ki bomo sedaj na osnovi razpisa, ki je, ugotovili, kaj pač je tisto, kar je upravičeno, kar bi pa mi, torej kot občina Dobrovnik, sedaj lahko na tem področju potem prijavili. Imamo 3 ali 4 ideje, ki so nekako takšne, ki bi mogoče ustrezale, seveda pa je potrebno budno pogledati vse pogoje razpisa, v katerih je tudi točkovanje, tako da s tistim projektom, s katerim dobimo največ točk, takrat potem seveda smo lahko uspešni. Upam, da bo, ker je bilo rečeno, da bo to 5 let, smo pa nekako razmišljali vsi skupaj, torej kar je zelo pomembno poudariti, da ta sredstva porabimo pametno, ne pa da jih zapravljamo. To stališče seveda mislim, da se s tem vsi strinjamo, torej da ne delamo samo projektov zaradi projektov, ampak da delamo projekte, katere jasno rabimo in s katerimi projekti potem lahko nadaljujemo naslednje projekte oziroma da nekako ohranjamo ali pa še dvigujemo standard življenja, življenjski standard na tem obmejnem območju. In drugo, mogoče v razmislek, da bi naslednje leto imeli 2-letni razpis, torej če je zdaj 1 milijon evrov, bi potem recimo, če je 2-letni, bi to bilo 2 milijona, ampak bi bil potem razpis 2-letni, kjer bi tudi tako organizator, kot tudi seveda mi lažje potem planirali in se tudi naprej pripravili. Pa še mogoče nekaj, kar je razmislek, se pravi, da v tem 5-letnem programu bi se lahko samo ena ustanova enkrat prijavila. Torej, to je korektno, se nas je veliko in če v teh 5 letih, pa če je to 5 milijonov, jaz mislim, da se to zelo hitro lahko porabi in tukaj tudi mislim, da bi bilo dobro, da se prijavljajo, pa da se potem nekako omogočijo tisti projekti, ki nekako ne morejo nikjer drugje na državnem nivoju, bomo rekli, imeti pogoje. In to je tudi tisto, kar mislim, da je organizator, torej da je Muraraba ravno zato ustanovljena s tem namenom. Rok za oddajo projektnih predlogov je do 15. decembra 2025.